Kot posledica nesprejetja proračuna v prvi obravnavi so danes na občini Kamnik potekali pogovori med županom in svetniškimi skupinami o novem proračunu. In kaj so se pogovarjali? No, mi smo županu predstavili svoje stališča in seveda razmišljanja, kako bi mogoče skupnimi napori poskušali rešiti zadeve, ki so bile izpuščene iz občinskih postavk, mogoče kakšne postavke znižati na račun tega, da se določene postavke lahko umestijo v ta proračunski akt, ki ga seveda vsi z nestrpnostjo čakamo, kako se bodo umestila čim več teh projektov, čim več določenih zadev, predvsem iz področja turizma, podjetništva, razvoja kot takšnega, kako bi reševali situacijo nezaposlenosti, kako bi poskušali zagotoviti varne poti vsem, predvsem tistim, ki so najbolj ogroženi in seveda še mnogo drugih zadev, ki so potrebne nekako umestiti, ki jih je potrebno umestiti v ta proračun. Ste kaj posebej izpostavili tudi šole, gradnjo kamniških šol? Ravno tako smo izpostavili tudi šole, ki jih ne moramo kar tako odmakniti. Seveda v pripravi je nova študija, v pripravi je nova demografska osnova, tako smo bili seznanjeni danes in upam in sem nekako, bom rekla, vedno pozitivno naravnana, da se zadeve rešijo, kajti sklepi, ki so bili v prejšnjih mandatih že potrjeni, mislim, da morajo veljati tudi naprej. Prav tako tudi mogoče nek kompromis pri izbiri najboljše ponudbe in najboljšega načrta, ki bo za kamniške šolarje prinesel neko novost. Pri mene veseli, da je na današnji dan končno prišlo do tistih pogovorov in dogovorov, ki bi se mogli zgoditi že decembra in pa januarja. Jaz upam, da bo zdaj procedura sprejemanja proračuna veliko lažja. Mi smo županu povedali, da za nas je prvič prioriteta, da zastavimo realno finančno konstrukcijo šol, ker zdajšnja finančna konstrukcija je v oblakih in če hočemo ta projekt šol uspešno pripeljati, moramo imeti tudi realno konstrukcijo. Druga stvar izmed večjih je pa Velika planina. Pri Veliki planini pa pač poudarjamo, da se dogovorimo, kaj bomo z njo naredili, ker da bomo vsako leto znova in znova vlagali v nov 100.000 evrov, hkrati bomo imeli pa to Veliko planino vedno starejšo, nič ne naredimo. Nekdo je pač se lepo izrazil, rekel, Velika planina je kot miša molkno. Lahko jo še toliko oblavljamo, ampak vsako leto bo starejša. In še zadnja stvar, ki smo jo omenili, to pa je, da bi vendarle želeli, da določeni manjši projekti, ki so se začeli v prejšnjem mandatu in so bili dobri, da se jih v tem mandatu nadaljuje. Tukaj poudarjamo obnovo kulturnih domov in nenazadnje tudi obnovo manjših športnih objektov. Za razliko od verjetno ostalih svetniških skupin se mi bolj sprašujemo, odkot dobiti denar. Možnosti verjetno so, pripomnili bomo te stvari tudi županu in omogočili, da bo z večjimi aktivnosti skušal pridobiti še dodaten denar. Sicer pa vsi vemo, da nam je bivši župan gospod Smolnikar pravzaprav proračun naredil že sam. Vemo, da primanjkuje vrtcev, vemo, da primanjkuje prostora tudi v šolah. Kljub velikim sredstvom, ki jih je dobil od telekomunikacij, še vedno ugotavljamo primanjkljaj, ki pa je bil pač porabljen, kljub temu, da še vedno nimamo rešenih niti vrtcev, da nimamo rešenih niti šol in seveda tudi lokalne ceste in pločniki, ki so bili narejeni samo za vzorec, jih je pač treba tudi narediti v tem obdobju in pa v obdobju prihodnjem mandatu, ki bo od leta 2014 naprej. Ja, svetniška skupina LDS sigurno daje prednost izgradnji osnovnih šol, dveh mestnih osnovnih šol, zdaj ali so to dve osnovni šoli se gradile naenkrat ali posamezno ena osnovna šola obnova Tomabrejca, to želimo sigurno dati kot prioriteto, istočasno pa tudi prioriteto otroško varstvo, želimo, da se nadaljuje izgradnja koncesijskih vrtcev. Vemo, da je to pereč problem v občini Kamnik in sigurno te dve stvari so tiste dve stvari, kateri hoče svetniška skupina in naša stranka LDS v Kamniku dati prioriteto.
Poudarek, kot že vsi, Velika planina, problem, a bomo to podprli, seveda, kakšni so načrti z Veliko planino. Potem šole, o katerih bo izredna seja, so zelo pomembne, ki bi lahko, recimo, bil projekt že rešen, vsaj, da bi glasovali za njega, da bi se vedeli, kako in kaj stvari stojijo. Predvsem za Slovensko nacionalno stranko pa je pomembna postavka športa, športnih objektov, da se tam nameni vse toliko denarja, kot je bilo pretekla leta, ker vemo, da kakšnih dodatnih finančnih sredstev ne bo, da bi za kakšen nakup nove opreme, obnovitev športnih objektov, to govorim predvsem za dvorano. Vemo, da drugače športne dvorane in igrišča so dokaj urejena, predvsem tudi za društva, za svoje delovanje in za promocijo, ki se mi zdi, da športniki so zelo zaslužni, da ponesejo neko ime kraja oziroma tudi Slovenije v svetu. In kako pogovore povzema kamniški župan Marjan Šarec? Ja, pogovori so bili po pričakovanju konstruktivni, te pogovore sem v vsakem primeru mislil opraviti med prvim in drugim branjem. Žal je bil proračun zavrnjen že v prvem branju in pač ni bilo te možnosti, ampak mi ne jemlje korajže, ker smo imeli danes pogovor praktično z vsemi skupinami in povsod prišli do stališč, da se praktično vsem strinjamo. Problem je samo to, da denarja ni na voljo dovolj in da smo proračun, pač ko smo ga začeli na občinski upravi pripravljati, je imel 3 milijone primanjkljaja. In to veste, da je potem potrebno pač uravnotežiti in glede na razmere je ta predlog proračuna bil še celo kar v redu. Seveda z rahlimi odstopanji, na katere smo pa bili pripravljeni in seveda opraviti pogovore, kar sem danes naredil. Prišli smo do zaključka, da seveda se vsega ne bo dalo uvrstiti notri, so pa nameni tako občinske uprave kot tudi svetniških skupin, da se najde nek konsens in nek dogovor, tako da tukaj praktično ne vidim nobenega problema. Vsi smo se pokazali kot konstruktivni. Upam, da se bo to odrazilo seveda tudi na seji. In kdaj bo ta proračunska seja? Bo seja o šolah prej ali kasneje? Seja o šolah bo odvisno od tega, do kdaj bomo mi pridobili vso dokumentacijo, številke in argumente, tako da bomo videli, katera zadeva bo potem prej.